Pozdravljene, pozdravljeni. Moje ime je Ana Jereb in prihajam iz društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, kjer delam kot psihoanalitičarka in vodja programa Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab. Društvo SOS Telefon svojo 34-letno tradicijo delovanja na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in otroki nudi psihosocialno pomoč in podporo v okviru programov 24-urne telefonske linije na številki 080 11 55, programov zatočišč in programa psihosocialne, individualne in skupinske podpore žrtvam nasilja in spolnih zlorab. Nasilje v družini, kot ga tudi opredeljuje zakonodaja, je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja in telesno kaznovanje otrok. In ne glede na vrsto nasilja, so posledice nasilja, za katerimi trpijo žrtve, lahko dolgoletne, vseživljenjske in vplivajo tako na splošno slabše fizično kot na duševno zdravje. Nasilje v družini se nanaša na skupino vedenj, katerih cilj je nadzor nad drugimi osebami z uporabo sile, za zastraševanjem in manipuliranjem, pri čemer povzročitelj meni, da ima pravico do popolne moči nad družinskimi članicami in člani. Način, kako vzpostavlja moč in nadzor, niso samo fizično in spolno nasilje kot nemara družbeno najbolj prepoznavna načina, temveč tudi osamitev, poniževanje, dominacija, čustvena zloraba, ekonomski pritiski. Takšno vedenje vključuje tudi verbalno nasilje in grožnje, fizično, psihično in spolno zlorabo, razbijanje stvari in tudi drugo. A ker nasilje poteka v zasebnih odnosih, privatnosti družinskega življenja, ga je mnogo težje prepoznavati in odkrivati. Nasilje v družini se dogaja predvsem v zaprtih, zasebnih prostorih, ki bi morali biti najbolj varni in zaupni, zato običajno ni prič, ali pa so te priče najranljivejši, otroci. Nasilje v vseh svojih oblikah pušča hude in travmatične posledice, ki lahko človeka zaznamujejo za celo življenje. Nasilje v družini je v večini nasilje moškega nad žensko, a hkrati pozor. Žrtev nasilja, kadar je v tej družini tudi otrok, je vselej tudi otrok. Pa četudi se direktno nasilje ne izvaja nad njim ali njo in je žrtev in že samo zato, ker je član družine, v kateri se nasilje izvaja. Ne zgolj, a še posebej zato je naša odgovornost družbe in vsakega posameznika, posameznice, da goji visoko netolerantnost do nasilja. In da, vkolikor je priča nasilju, pa četudi zgolj zato, da sliši zaskrbljujoče zvoke iz sosednjega stanovanja, da ukrepa in pokliče na pomoč policijo. Nasilje in povzročitelja nasilja se ustavlja s prijavo, zato je ničelna toleranca družbe do nasilja tako zelo pomembna. A hkrati smo žal kot družba še vedno preveč strpni do nasilja za štirimi stenami, si ga razlagamo kot konflikte, prepire, v katere se ne želimo vpletati. A nasilje ni enkratni dogodek, je sistematično in kontinuirano prevzemanje nadzora nad drugo osebo z različnimi dejanji, z namenom podreditve drugega in ni naključje, da je ta drugi vselej nekdo z družbeno manj moči, ženska, otrok, starejši in oseba s posebnimi potrebami. Žal se nasilje prijavlja mnogo redkeje, kot bi želeli, po nekaterih podatkih v enem od 20 primerov in pogosto traja dolga leta, tudi desetletja, med njegovim začetkom in njegovo prekinitvijo. Pogosto se sprašujemo, kaj vodi k nasilju, kaj vodi nekoga k udarcu, femicidu, psihični ali spolni zlorabi. Nemara lahko ta vprašanja pogosto zasledite tudi v medijih ob odmevih, danes žal zelo pogostih primerov umora ženske iz strani intimnega partnerja. Zakaj je to naredil? Kaj ga je napeljalo k takšnemu dejanju? A pomembno je poudariti in izpostaviti, da je za nasilje odgovoren zgolj tisti, ki izvede akt nasilja, povzročitelj nasilja. Nasilje je posamična in vsakokratna izbira in odločitev tistega, ki nasilje izvaja. Vsakič znova ima ta oseba tudi možnost ne izbrati nasilja. Lahko so dejavniki tveganja uporabe alkohola in drog, a nikakor ne njegov vzrok. Dostopnost in toleranca glede uporabe alkohola je v družbi zelo visoka,
a hkrati je vse manj razlike glede na spol pri njegovi uporabi. Alkohol konzumirajo v primerljivih deležih tako moški kot ženske, a hkrati ostaja izjemno visok delež, več kot 90%, da je nasilje v družini nasilje moškega nad žensko. Tisto, pa kar lahko z gotovostjo potrdimo, da vodi k nasilju v družini, je 100-letna zgodovina dominacije enega spola nad drugim ali globoko v družbo, kulturo in posameznika vkoreninjeno prepričanje o pravici do podreditve in manj vrednosti ženskega spola. In dokler ne bomo vsak zase in kot družba pričeli aktivno živeti prepričanje o svobodnem odločanju, svojem življenju, delovanju, odločitvah, telesu, besedah, vsakega posameznika in posameznice, ne glede na spol, bo žal, in z velikim obžalovanjem to rečem, nasilje v družini in spolno nasilje del našega vsakdana. In ob tem poudarjam, nikoli ni žrtev tista, ki je odgovorna za nasilje, temveč je za nasilje vedno odgovoren tisti, ki nasilje izvaja, ter vsakič znova in ima vsakdo izbiro in možnost odločitve, da se bo odzval na okoliščine, kako se bo odzval na okoliščine, v katerih doživi frustracijo. Družina ne razdre žrtev, ki odide z nasilja, temveč povzročitelj nasilja, ki ustvarja nevarno okolje za družino in partnerko. V društvu SOS smo tukaj za vas, vsako in vsakogar, ki nasilje doživlja, pa ne ve, kako ga prekiniti, vsakogar, ki pozna nekoga, ki v nasilju živi, pa ne ve, kako bi mu pomagal, in vsakogar, ki ni prepričan, da tisto, kar se dogaja, je nasilje. Tukaj smo za vas, da vam nudimo podporo in informacije. Na SOS telefonu nikoli ne boste doživeli obsojanja, temveč poslušanje in ponujeno pomoč za izhod iz nasilja, ki vedno obstaja. Dosegljive smo vsak dan, 24 ur dnevno, na številko 080 11 55. Za poglobljeno psihosocialno podporo na telefonu 031 699 333 ter ostale informacije na spletni strani društvo-sos.si. Tukaj smo za vas in z vami. Niste same.